Pozdravljeni. Verjetno marsikaterega navdušenca odkrito moti, da bomo letos spremljali veliko nagrado Bahreina na progi v Sepangu v Maleziji. Verjetno se marsikdo upravičeno sprašuje, zakaj so letos na vrat na nos organizirali veliko nagrado Bahreina na progi v Sepangu. Namreč Sepang se nahaja v Maleziji in dolga leta smo tam spremljali veliko nagrado Formule 1, ampak pod čisto drugačnim imenom. Tudi tokrat v današnjem svetovnem prvenstvu imamo v eni in isti državi več dirk. Naprimer v Združenih državah Amerike imamo veliko nagrado Združenih držav v Austinu ter veliko nagrado Miamija in veliko nagrado Las Vegasa. Ampak po drugi strani smo videli, da velika nagrada Bahreina uradno ostaja na koledarju, samo organizirana bo nekje drugje. In tu velja pripomniti, da ukolikor bi veliko nagrado preimenovali, bi lahko dosegli več negativnih učinkov kot pozitivnih. O čem govorim? V Bahreinu si želijo imeti dirke svetovnega prvenstva Formule 1 tudi v bodoče. In tu je treba dodati, da ukolikor bi letos organizirali veliko nagrado Malezije, bi se lahko zgodilo, da bi lastniki proge v Sepangu zahtevali mesto na koledarju. Namreč Bahrein se mu je odrekel in Malezija je vstopila. In zaradi tega je eden izmed razlogov, zakaj se dirka tako imenuje. Drugi razlog je predvsem vezan na pravilnik. Namreč verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, kako je maksimalno število dirk, ki si jih lahko organizira v eni sezoni, 24. Ampak nekdo bi dejal, saj so odpadle dirke na začetku in če bo vse ostalo tako, kot je, jih bomo letos videli 23. A žal, ni res. Namreč, če gledamo pravno formalno, v pravilniku piše, da je lahko maksimalno 24 dirk na koledarju, kar pomeni, če bi imeli odpadlo veliko nagrado Bahreina in novo veliko nagrado Malezije, bi jih bilo čudežno 25, kar bi pomenilo, da prvenstvo ne bi bilo regularno. In verjamem, marsikomu se zdi to malenkostno, ampak tudi na to je treba skrbeti. Ampak sedaj, marsikateri, predvsem mlajši navdušenec, bo dejal, da ne gre imeti tako veliko nagrado Bahreina v Maleziji, kljub vsem razlogom, ki sem jih navedel. Ampak v Formuli 1 smo takšne pojave videli mnogokrat. Tisti, ki je verjetno nam najbližji, je oni, ki je vezan na progo v Imoli. Koliko let smo tam spremljali veliko nagrado San Marina in kakšno zvezo ima Imola s San Marinom. Iskreno povedano, nobene. Tako da tudi pred kratkim, ko smo spremljali dirke na tem znamenitem prizorišču, smo imeli veliko nagrado Emilije Romanje, ki je pokrajina, kjer se Imola nahaja. In torej videli smo že en primer, ko smo imeli na progi veliko nagrado čisto neke druge države. A brez skrbi, imamo še kar nekaj zanimivih primerov. Naprimer, drugi tak primer, ki se ga lahko kakšen bolj starejši navdušenec spomni, je velika nagrada Luksemburga.
na znameniti progi v Nürburgringu. Namreč v času velike popularnosti Michaela Schumacherja v Nemčiji so organizirali 2 dirki za veliko nagrado. Na Hockenheimu in seveda na znamenitem Nürburgringu, ampak kot sem že povedal, 2 velikih nagrad Nemčije v isti sezoni ni bilo mogoče izvesti. Zato so na začetku organizirali veliko nagrado Nemčije in veliko nagrado Evrope. K njej se bomo še vrnili. Ako so veliko nagrado Evrope prestavili v Jerez, je za 2 sezoni proga v Nürburgringu gostila veliko nagrado Luksemburga, ki v resnici ni toliko oddaljen. Ampak tu je treba povedati, da pravzaprav smo videli to veliko nagrado Luksemburga v sezonah 97 in 98, nato se je zopet velika nagrada Evrope vrnila tam, kjer je bila prej. In tu ne smemo seveda pozabiti na veliko nagrado Švice leta 1982. Malo kdo verjetno ve, da so bile motoristične dirke oziroma vsa udejstvovanja v motošportu v Švici dolga desetletja dobesedno prepovedani. Po tragediji na dirki v Le Manu leta 1955 so se Švicarji odločili, da na njihovem ozemlju dirk ne bo. Pika. Čeprav smo predtem videli tudi dirke Formule 1 na progi v Berngartu. A zgodilo se je, da je ta prepoved veljala do sezone 2018, ko so organizirali dirke Formule E. Ampak leta 1982 smo lahko videli dirko za veliko nagrado Švice v Dijonu. In tu kot zanimivost je zmagal Keke Rosberg. V tisti sezoni je tudi postal svetovni prvak in to je bila njegova edina zmaga. Omenil sem že veliko nagrado Evrope. In tu bi lahko dejali, da pravzaprav te dirke ne spadajo v ta kontekst, kajti če organiziramo dirko na evropskem območju, je lahko prav vsako prizorišče velika nagrada Evrope. In na začetku vam moram priznati, da je bil naziv velike nagrade Evrope neke vrstne častna zadeva. Vsako leto so izbrali eno dirko na koledarju ter ji podelili naziv velike nagrade Evrope. Naprimer, leta 1950 je bila prav velika nagrada Velike Britanije tudi velika nagrada Evrope. Nato, ko so rabili izgovor za 2 dirki v eni državi, je prišel naziv velike nagrade Evrope še kako prav. Ampak smo spremljali dirko za veliko nagrado Evrope po ulicah Azerbajdžana. In sedaj povejte mi, kaj ima seveda Azerbajdžan zveze z Evropo. In tu bi lahko dejali, da ne Bernie Ecclestone, ne Flavio Briatore se nista niti malo brigala okrog tega, kaj pomeni geografija, ampak že naslednje leto smo videli veliko nagrado Azerbajdžana. Tako da tudi naziv velike nagrade Evrope zna biti po svoje tudi malce sporen. Ampak da zaključimo. Mislim, da smo vsi razumeli prvič, zakaj je nujno organizirati, recimo temu, nadomestne dirke. Gre predvsem za denar. Namreč Formula One Management je televizijam prodal pravice za prenos 24 dirkaških vikendov. Razumem, da eden odpade, ampak 4 bi bilo morda malce preveč. In drugič, videli smo tudi, da to poimenovanje ni nič novega, čeprav se lahko zdi mlajšim navdušencem malce smešno.
A v bistvu smo videli, da že pred mnogimi desetletji so tudi v Formuli 1 rabili takšne bližnjice, da so zadeve spravili pod streho. Ampak upam, da nam je sedaj malce bolj jasno, zakaj bomo letos na koledarju spremljali veliko nagrado Bahreina na progi v Sepangu v Maleziji. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.